Lexus je znamka, ki pri nas nikoli ni bila posebej uspešna. Naši vozniki so zelo tradicionalni in se v tem segmentu, premium segmentu, večinoma odločajo za nemške avte. Vsem pa je bilo nekaj tistih, ki obožujejo japonsko gostoljubnost in so zdaj njihovi zvesti vozniki. Ampak zdaj pa je prišel en avto, ki bo naredil preboj. In to je tale, LBX. V bistvu že ime pove, da je namenjeno temu, ker je sestavljeno iz besed Lexus, Breakthrough, Crossover. Če po slovenjem to pomeni Lexusov križanec za preboj. Ja, kar četrtino, če ne celo tretjino prodaje vseh njihovih modelov naj bi naslednje leto prevzel tale majhen križanec in vse kaže, da bo res tako. In kaj naj bi jih toliko navdušilo? Najprej oblika. Itak, moderna je, nov stil za Lexus, atraktivna maska ima lepo vkomponirano svetovje, pa tele lučke so zdaj lepo povezane s tole letvico. Lep dodatek je tudi črna streha pri večini barv, ki so na voljo, da avto izgleda še nižji, kot je v resnici. Pa tudi sicer ni visok, je med nižjimi križanci. Druga stvar so materiali, pa kvaliteta izdelave. Itak. Res so izbrani, naj bi bili boljši od vseh, ki jih ponuja konkurenca, tako da tukaj ni nobenih kompromisov, čeprav gre za najmanjši model v ponudbi. Tu zato ta avto izdelujejo na Japonskem, ker sem slišal, da so v njihovih tovarnah še posebej natančni. To ni velik avto, 4,19 metra je dolg, zato ne pričakujte znotraj toliko prostora kot v RX-u, ampak vseeno boste lahko normalno peljali tudi kakšnega odraslega na zadnji klopi. Celo prtljažnik tukaj meri 402 litra, kar je več kot za številko večjem v X, zdaj ko probe, ampak je jasno, a ne? Spredi se sedi dokaj nizko, čeprav ravno prav visoko, da je takole sedanje precej bolj udobno kot v recimo klasične limuzine. Kjer LBX res izstopa, pa je občutek tukaj, tudi med dotikanjem ti da vedeti, da so se res zelo potrudili, sploh pa s ponudbo opreme iz velikih dragih avtov. Na voljo je recimo ozvočenje Mark Levinson s kar 13 zvočniki, pa tale zaslon ima 12,3 palca in opcija je še, da naročite Lexus Digital Key, da lahko nadaljavo s telefonom potem upravljate z nekaterimi funkcijami avta. Tretja stvar je pa vožnja. Lexus vedno želi, da imamo po eni strani občutek, da nas avto pomerja, ko se z njim vozimo, po drugi pa, da je dinamičen in zabaven, ko si voznik to zaželi. Zdaj bom končno omenil tudi njegovega sorodnika, Toyotin Yaris Cross, s katerim si sicer deli platformo, ampak ima ta daljšo medosno in predvsem širši kolotek, da je po občutku precej bolj dinamičen. In je, tudi kabina je bolje zatesnjena in podvozje je drugače nastavljeno, ker so že od začetka razvijali avto čisto ločeno in najprej za naš evropski trg, ki je najbolj zahteven na svetu. Avto je zelo lahkoten in predvsem odziven. To mi je všeč, kako rad ima ovinke, čeprav je zelo prijeten bil tudi med počasno vožnjo po ulicah Valencije, kjer ga prvič vozimo. Veliko zaslug ima tukaj še pogon, ki je seveda hibridni. Sestavljata ga 1,5 litrski bencinski trivaljnik in elektromotor, ta pa energijo črpa iz bipolarne nikelj-metal hidridne baterije. To je čisto nova tehnologija, pri kateri je odzivnost bistveno boljša kot prej, zato je precej hitrejši, ko pritisne stopalko za plin. Res se lepo odziva. Bolje pa se tudi polni med regeneracijo. Pa tudi 4-kolesni pogon bo na voljo, ker se lahko zadaj vrti še en manjši elektromotor, ki pomaga pri speljevanju. In verjetno najbolj pomembna stvar, osnovni model tehta samo 1280 kg, kar je zelo dober dosežek za hibridni avto z dvema motorjama in baterijo, zato tudi deluje tako lahkotno. Sistemska moč je okroglih 100 kW, po domače je to 136 konjev, dostopa pospeši v 9,2 sekunde. Jep, ko sem bil na prvi premieri v Londonu, kjer smo se uživeli v avto in navidezno poiskali parkirni prostor, so na veliko obljubljali, kako dober občutek bomo imeli med vožnjo. Evo, iz prve roke lahko potrdim, da je to res in da bo super za tiste, ki želite fancy mali avto, ki je seveda zelo moderen in z najnovejšo tehnologijo. So rekli, da je to razred premium casual, torej premium moda za vsak dan. Naročite ga že lahko na internetu, prve pa bodo novi lastniki zapeljali enkrat marca. Aha, tudi cene že imamo, osnovni naj bi stal malenkost pod 30 jurjev s popusti in financiranjem. Najbolje prodajni pa naj bi bili tisti od 32 do 35 jurjev, zato Japonci s takšno samozavestjo verjamajo v uspeh najmanjšega Lexusa kadarkoli.